Dober dan, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes imam za vas pripravljen pregled ene raziskave, ki se je osredotočala na to, kako dnevno število korakov vpliva na dolgoživost na ljudeh. Ponavadi je tako, da se iz vidika aktivnosti, ko gledamo glede na splošno populacijo, velikokera raziskav osredotoča na dnevno število korakov in to primerjajo in povlečejo parametre in posplošujejo glede na dolgoživost. Se pravi, koliko korakov bo najboljš, da boš najbolj dolgo živel, zaradi tega, ker koraki načeloma na nivoju populacije, tako na primer BMI je zelo slaba mera za posameznika, ampak je dobra mera za špekulacijo, kako je populacija na primer zamaščena oziroma fit. Tako je isto število korakov. Na nivoju posameznika ti število korakov ne bo povedalo veliko, medtem ko na nivoju populacije bo število korakov povedalo približno, koliko si ti aktiven čez dan. Ker na primer, če pogledaš, imaš enega atleta, ko naredi 3 do 5 tisoč korakov na dan, ampak tiste 3 do 5 tisoč korakov je v šprintu. Potem imaš pa eno osebo, ko naredi 20 tisoč korakov na dan, ampak tiste 20 tisoč korakov je na primer okoli po fermi, ko hodi na WC, ko gre na malico, doma, ko se po hiši giba. Teda, tiste 20 tisoč korakov pol načeloma ni glih boljših od one 3 do 5 tisoč korakov, ko jih naredi on atlet. Samo tako, da vidite kontekst, o čem govorim. Plus, treba je še seveda povedati, da več korakov čez dan, ko narediš, manj načeloma mi kaže, da imaš počitka. Mi pa vemo, da počitek, regeneracija, spanc, združenje s familijo, to isto vpliva na dolgoživost, oziroma še verjetno bolj pomembno, kot pa število korakov. Teda, vse to je treba upoštevati v enačbo. No, študija se bo tu ali pa tu gre pokazala. Govorimo pa o študiji, ki je bila v bistvu pregled literature, ki je pregledal 15 kohortnih študij in je imel skupno vzorec 50 tisoč ljudi, kar je zelo dober vzorec. Pregledovali so, oziroma primarno so preiskovali, kakšen vpliv ima število korakov na dnevni ravni, vpliv na all-cause mortality, se pravi smrt zaradi katerega koli vzroka. Študije so pa zajemale in moško in žensko populacijo, kar je zakon, zato da imamo pač oba spola v redkokateri študiji, ali pa vsaj, da so ženske vključene, plus obdobje je bilo pa tudi kar lepo in sicer 7 let. Niso zdaj gledali samo en dan ali pa eno leto, ampak dejansko gledali 7 let, povprečno število korakov in kakšna je bila all-cause mortality. Všeč mi je bilo tudi to, poleg dveh spolov, da so spremljali tudi različne rase in sicer imeli so azijsko populacijo, Evropejce, Avstralce in severnoameriško populacijo. Teda tu v bistvu zdaj zraven dodamo tudi malo genetiko, malo način življenja pa vse in bomo videli pač, kako se sklada pol število podatkov z dolgoživostjo, oziroma število korakov z dolgoživostjo. Kar je zanimivo, se je pokazalo, da je tudi najnižje število korakov, ko so ga pač oni izmerili oziroma dobili podatke, je imelo pozitiven vpliv na all-cause mortality, ni bil signifikanten, pa seveda ni bil tak, kot ga je pokazalo, ko se je pokazal za večje število korakov. Mislim pa, da je bil 3553 korakov je bilo najmanj korakov dnevno, ko so jih ljudje delali, ampak tudi to je imelo pozitiven vpliv na all-cause mortality. In zdaj še bolj podrobni rezultati v številkah. 40% nižji all-cause mortality je bil pri, na primer, 5800 korakih, 47% nižji all-cause mortality je bil pri 7842 korakih in pa 53% nižji all-cause mortality je bil pri skoraj 11 000 korakih, 10 900 korakov. Kaj pa zdaj najbolj zanimivo je pa, ko so šli začeti gledati glede na spol, glede na populacijo, glede na korake, glede na all-cause mortality in so potegnali neka povprečja, se je pa pokazalo, da je povprečno najboljši vpliv na all-cause mortality pri 7 do 9 tisoč korakih dnevno. Tako smo prej rekli, več ni vedno boljš. In kaj bi lahko zdaj iz te študije zaključili? V prvi vrsti, tako sem rekel zdaj že par sekund nazaj, več ni vedno boljš. Zaradi tega, ker več korakov boš naredil, zdaj ne govorim na splošni populaciji, na nivoju splošne populacije, ampak na posamezniku. Če imaš zdaj ti nek sedeči šiht,
kjer 8 ur na dan sediš za mizo. Pa še vsem konc dneva cilaš na 10 do 15 tisoč korakov. Ja, zdaj to pomeni, da boš mogel cajt, ko si ti doma s familijo, skrajšati, zaradi tega, da boš lahko dobil 10 do 15 ur korakov net, kar pomeni, da boš imel manj druženja z familijo. Jaz osebno bi pa rekel, da druženje s familijo, pa se imeti fajn, pa se smejati, gledati televizijo, jest skup karkoli, ima boljši vpliv na dolgoživost, kot pa 15 ur korakov. In zdaj, če skrajšaš, tako se je v tej študiji pokazalo, tako smo rekli, 7 do 9 tisoč korakov dnevno, boš hkrati poskrbel za nek osnovni nivo aktivnosti na dnevnem nivoju, plus druženje s familijo, ki bo pa imela vpliv na čisto vse dejavnike, na kardiovaskularni sistem, na nižanje stresa, na nižanje anksioznosti, na izboljšanje prebave, pa da ne naštevam več. V glavnem, druženje s familijo je verjetno bolj pomembno, kot pa 15 ur korakov. Tako je ta študija tudi pokazala, tako smo rekli, se pravi 7 do 9 ur korakov, ampak še vsem ne opozorim, to je po mojem mnenju samo osnova gibanja, da ti lahko rečeš, ok, jaz pač se gibam dovolj, da podprem bazalne potrebe telesa po gibanju pa po oksidaciji. Če hočeš ti dolgoživost povečati, boš še vseeno mogel delati trening za moč, da zadaneš mišični sistem, aktivacijo mišic. Trening za mišično maso, zaradi tega, ker v starosti je zelo pomembno, koliko imaš mišične mase, ker se zelo močno korelira z smrtjo. Naprimer, zlom kolka pri starosti, mislim, da je 65 plus, se je pokazalo, da je 30% ljudi, ko si zlomi kolk pri 65 letih, umre. In to je zelo močno povezano s tem, kako imaš ti mišično moč in kako imaš mišično maso. Pol boš mogel pa ciljati tudi na anaeroben sistem, se pravi s hojo, hoja je nizka intenzivnost in boš ciljal samo na aeroben sistem, kar je super, še vseeno pa moraš daj puls spraviti višje oziroma zelo blizu svojega maksa. Zaradi tega, da boš ciljal še laktatni sistem, zaradi tega, da boš še ciljal anaeroben sistem nasploh, ker pač to so procesi, ki jih telo rabi delati, zato da je zdravo. Tako da 7 do 9 tisoč korakov dnevno je samo bazalna poraba oziroma bazalna aktivnost, da lahko si rečeš, da si človek. To je to. Hvala za ogled. Upam, da si se kaj novega naučila. Če te kaj več zanima, v komentar napiš v DM, pridruži se Patreon skupini, pa tudi mail imaš v opisu, pa mi lahko pišeš. To je to. Se vidimo v naslednjem videu. Ajde.